Ja, kot nekdo, ki je dolgo vrsto let, ne samo v športu, ampak seveda tudi v poslu, nenazadnje v Gorenju, kjer smo ves čas, v dobrih časih, tudi v slabih časih, podpirali slovenske športnike in športnice, še posebej na področju nordijcev, rokometa. Danes pa v okviru Hisensa, ki je multinacionalka z 100 000 ljudmi in ogromno prometa po celem svetu, in pravzaprav je Gorenje sedež te multinacionalke za Evropo. Tudi še naprej podpiramo šport, seveda ne samo slovenski. Gorenje ostaja zavezano rokometu in nordicem, Hisens je pa bistveno močnejši na področju nogometa. Ampak ja, slovenski šport pravzaprav je en izjemen fenomen. Čestitke resnično za vsa ta leta uspehov, medalj in fantastičnih trenutkov za združevanje ljudi in teh emocij, ki jih šport prinaša. In zahvala za to gre pravzaprav ne samo športnikom, športnicam, ampak predvsem klubom, združenjem, ki delujejo na nacionalni in tudi na lokalni ravni in ki pravzaprav omogočajo, da se vse to dogaja. Moja kandidatura za Olimpijski komite Združenja športnih zvez je pravzaprav in nastala iz tega spoštovanja na eni strani do teh uspehov slovenskega športa v preteklosti, pa hkrati iz ene resnično iskrene želje, da bi se ti uspehi lahko nadaljevali tudi naprej, pri čemer je jasno odgovornost vseh tistih, ki smo funkcionarji in ki delamo v športu, da ta šport še bolje organiziramo, da pripeljemo še več denarja, da omogočimo tudi tistim manjšim zvezam, ki imajo ogromno organizacijskih, finančnih, kadrovskih težav včasih in tudi težav z področja digitalne preobrazbe in tako naprej, da jim omogočimo neko podporno pisarno, solidarnostni sklad, pomoč pri evropskih sredstvih, nenazadnje tudi omogočiti neka tekmovanja, ki si jih želijo pripeljati k nam in seveda na drugi strani pa še več tega mednarodnega, političnega, diplomatskega ugleda, ki ga šport v Sloveniji si zasluži in kjer nismo dovolj prisotni v teh mednarodnih krogih. Želel bi si tudi, da izboljšamo položaj športnikov in športnic tudi po zaključku kariere, ker nekaj stvari je bilo že opravljenih, ampak želim si tega še več. Predvsem pa, kot rečeno, povečati tako javna sredstva za šport, ki bi se morala podvojiti skozi letni program športa od današnjih 26 na najmanj 52 milijonov evrov. Verjamem, da lahko športu pripeljemo še več privatnih pokroviteljev in pripeljemo z dobro organizacijo v slovenski šport tudi več sredstev iz razpisov Evropske unije.